Zelo konkreten načrt za ureditev Viltuškega gradu je predložila Višja šola za gostinstvo in turizem, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov se do danes ni zgodilo nič. Prej, ko še ni bila država lastnica, je to težka zgodba. Takrat dejansko so bili vsi postopki vnašanja nekih idej pa nekih novih subjektov v grad skoraj nemogoče. Sedaj naprej je 2009, se pravi dobro leto nazaj, pa bi po vsej verjetnosti se lahko več naredilo. To je pa treba priznati. In v bistvu mi, lokalna skupnost in občina, smo dostikrat kontaktirali z ministrstvom. Mislim, smo bili že moče preko, jaz nisem bil župan, so nekateri hodili po Ljubljani, sedaj, ko sem že jaz 4 leta bil, zdaj sem drugi mandat, smo tudi imeli dosti stikov z ministrstvi. Država se je tako odločila, da grad za nekaj več kot 1 milijon evrov proda. Kot pravi Lep, bo moral imeti potencialni interesent pod palcem precej več, saj je potrebna korenita prenova gradu, ki je ocenjena na približno 8 milijonov evrov. Mi, ko smo pa povedali, pa pričakujemo solastniški delež. To je osnova, to jaz skozi zadnji čas vztrajam, da bi lokalna skupnost morala imeti en delež, jaz približno nekaj 10%. Zdaj, kako do tega denarja priti, ali do tega deleža je druga zgodba, ampak verjamete, da bomo mi to vztrajali, ker potem bomo tudi imeli več vpliva na samo vsebino. Občina se tako zanima za približno 200 kvadratov veliko dvorano, kjer bi lahko prirejali poroke in razstave. Kljub temu, da občina nima denarja za nakup gradu, bo svojim morebitnim deležem poskušala vplivati na program, ki naj bi čim več doprinesel predvsem bližnji okolici. Mislim, da pri nas druge možnosti ni, da bi šli neki, kaj vem, splavarjene, težko izvedljivo, ampak mislim, da visoki turizem bi pa šel. Se pravi zdravilni visoki turizem, ker imamo okolico, imamo naravo, to v vodnem parku so drevesa, ki so stara že kar nekaj 100 let, teda iz tega stališča bi se dalo tam narediti rekreacijsko zdravilni center.